Dober večer. Najprej bi rada izkoristila tole priložnost in bi vas vse tudi v svojem imenu prav lepo pozdravila kot nova tajnica urednica Slovenske matice. Veseli me, da sem v taki dobri in cenjeni družbi. Predvsem pa me veseli, da smo se danes zbrali na predstavitvi nove knjige Slovenske matice izpod peresa našega spoštovanega člana, vodje filozofskega odseka in filozofa, profesorja dr. Marka Uršiča. Eseji, o katerih bo danes potekal pogovor z naslovom Presežne prisotnosti, so filozofska razprava o svetlobi duha pri poznoantičnem mislecu Plotinu. Opremljeni so znanstvenim aparatom, ampak obenem so pa zelo avtorsko in osebno delo, v katerem si je dr. Uršič, če pač povzamem njegove besede iz predgovora, prizadeval videti in razumeti tudi samega sebe, od lastne duše in duha, in v branju v bistvu ponuditi knjigo o živem Plotinu, ki nas lahko navdihuje, vodi in svojo večno modrostjo pomaga živeti tudi dan danes. Zdaj, preden predam besedo današnjim sogovornikom, docentu dr. Sonji Weiss, avtorju in magistru Jaki Jerčarju, za kar se vam zahvaljujem tudi naprej za današnje sodelovanje. Bi pa rada izpostavila samo še eno pomembno novost pri Slovenski matici, ki je tematsko povezana tudi z današnjim dogodkom. In to je, nekako bi rada napovedala, izid knjige tretjega dela Plotinovih zbranih spisov, ki je že v pripravi, prevajamo ga in načrtujemo izid jeseni letošnjega leta. Več pa seveda o tem in o današnji knjigi bodo seveda sogovorniki povedali, tako da je zdaj čas, da jim predam besedo. Prosim. Hvala lepa, gospe Zariki. Hvala za vašo prisotnost, da ste prišli. Mi trije smo se nekako tako dogovorili, da najprej imam jaz par samo uvodnih besed, mogoče opozorim na nekaj glavnih točk, po mojem mnenju, zaradi katerih sem napisal to knjigo. Potem bo predstavila knjigo najprej kolegica, prijateljica dr. Sonja Weiss, ki je moja, zdaj že lahko rečem, dolgoletna sodelavka in seveda predvsem pa prevajalka Plotinovih izbranih spisov v slovenščini. Se pravi, brez njenega dela tudi te moje knjige sigurno ne bi bilo. Na svoji levi lepo pozdravljam svojega nekdanjega študenta, Jaka Jerčarja, ki je zdaj na doktorskem študiju in se veselim tudi njegovega videnja moje knjige in potem vprašanj, ki bojo sledila. Zamislili smo si mi trije to srečanje tudi tako, da najprej bi recimo polovico časa nekako porabili za to predstavitev, potem bi pa želeli in vas povabimo k pogovoru, k vprašanjem in komentarjem. Tukaj bi se rad zahvalil tudi drugim, ki so sodelovali pri tej knjigi, predvsem oblikovalcu Petru Skalarju, ki že tudi dolga leta sodeluje z mano, tudi pri prejšnjih knjigah, ki danes ni mogel priti, je tudi povabljen. In pa slikarki Joni Zakonjšek, ki je darovala tako rekoč svojo reprodukcijo svoje slike, ki je zdaj na razstavi v Cukrarni, trenutno velika slika za naslovnico. Torej, če grem zdaj in medias res, v tej knjigi z naslovom Presežne prisotnosti in pod naslovom Esej o Plotinovi metafiziki svetlobe, moj glavni namen v tej knjigi je pravzaprav nekako znova obuditi zanimanje za metafiziko. Zdaj, metafizika je v novejši filozofiji, lahko rečemo že nekaj stoletij, prišla pravzaprav na slab glas zaradi različnih dejavnikov, najprej zaradi znanosti, če ni znanstvena, če gremo par stoletij nazaj v obdobje recimo Galileja in podobno. V 20. stoletju ali pa tudi že v 19. pa tudi zaradi drugih notranjih recimo filozofskih razlogov
S tem, da je pojmovan, kaj pravzaprav je metafizika, je v filozofiji, moderni filozofiji, predvsem filozofiji 20. stoletja precej. No, jaz tukaj predvsem povezujem metafiziko s svetlobo. Svetloba tukaj ne nastopa samo kot neka, seveda samo ne kot fizična svetloba, ne, ker gre za metafiziko, niti samo kot metafora, ampak kot oboje hkrati, no, mogoče o tem še v nadaljevanju. No, ta knjiga je, seveda, to je monografija o Plotinu. Ne, v uvodu tudi na hitro deloma pojasnim, zakaj je ravno Plotin, ne, mislim, pač deloma so tukaj tudi moji čisto subjektivni razlogi za to, ampak seveda, glavni razlog je to, da je to filozof pozne antike, ki je v svoji veliki filozofski sintezi povzel tako rekoč 1000 let antične filozofije, ne, ki je v nekem smislu še dan danes filozofija perenis, ne, večna filozofija, stalno se vračamo k starim Grkom, Rimljanom in tako da tukaj je pač Plotin, ne, tisti, ki izbira, pač ni naključna, jaz se tudi že kar dolgo časa ukvarjam s Plotinom. No, ampak tukaj ne gre zdaj za neko preobrazbo metafizika, ali pa recimo za neko ponovno vzbuditev metafizike na način nekega novega sistema. Seveda jaz nimam nobenih takih pretenzij in ambicij, da bi nek novi metafizični sistem postavil, ampak gre pa za način branja teh starih spisov, ki so, bi lahko rekli, v veliki meri brezčasni, ne, ki so v nekem smislu večni, ki nas navdihujejo onstran tistega svojega pač časa, v katerem so nastali, ne, še po 2000 letih, ne, in tudi pri drugih avtorjih, tudi več. Poleg tega se mi zdi zelo pomembno pri tem povedati, da gre tukaj za tisto načelo de te fabula narratur, ne, v latinščini to pomeni o tebi govori zgodba, ne, se pravi, ko beremo neko tako staro filozofijo, nasploh filozofijo klasiko, je to tudi nekaj iskanje sebe, iskanje lastne filozofske poti. In v tem je tudi ta živost, ne, živost filozofije, ne, recimo mogoče se kdaj kakšen znanstvenik vpraša, kako to, da se filozofi ukvarjamo s stvarmi, ki so stare skoraj 2000 let in več, ne. No, ampak tukaj je filozofija ima nekaj večnostnega v sebi in zmeraj o tebi govori ta zgodba, ne. No, glede sistema, ne, se pravi jasno, da tu ni moja ambicija in pretenzija, da bi kakšen nov metafizični sistem postavil, ampak gre za neko pot. In tukaj se me precej inspiriral francoski zgodovinar antične filozofije Pierre Hadot, ne, se piše Pierre Hadot, ki v slovenščini imamo dve njegovi knjigi, tudi knjiga o Plotinu, ki je pred nedavnim tudi išla pri založbi Logos in je prevedla kolegica Sonja. Torej, Plotin, to je mistično-dialektična filozofija, bi lahko rekli, ta metafizika svetlobe. No, drugi tak izhodiščni avtor, ki ga že v prvem poglavju pač se navezujem, je Werner Bayerwaltes, nemški zgodovinar filozofije, ki je napisal eno čudovito, med drugim, ne, dosti zanimivih del, ampak eno čudovito delo metafizika luči, metafizika svetlobe pri Plotinu. No, in tukaj je tudi to pomembno, da ne, idein, ne, ta glagol, ne, pomeni pravzaprav videti, z duhovnimi očmi videti, ne. Ideje so nekaj, kar duh vidi, ne, se pravi, to ni neka spekulacija, kot se včasih misli, ne, ampak ta svet idej, ne, in to je pri Plotinu zelo, zelo razvidno, ne. No, tretji tak avtor, na katerega se neposredno navezujem, poleg mnogih, ki nastopajo tukaj predvsem v opombah, ne, pa seveda v literaturi, tretji tak avtor je Arthur Armstrong, ki je bil pravzaprav tisti, ne, v tej dvojezično angleško-grški izdaji, ki sem ga prvič pri njem sem prvič pred mnogimi leti srečal Plotina. Ne gre samo za metafiziko svetlobe, ki bi bila zunaj, ampak gre tudi za postati svetloba, ne. Postati svetloba Plotin na nekem mestu pravi, ne, oko ne bi, to je tak znan izraz, ki pač izhaja že iz samega Platona, oko ne bi videlo sonca, če ne bi bilo soncu podobno, ne, helioeides, ne, se pravi soncu oblično, soncu podobno, to pravi v prvem traktatu Plotin
v traktatu o lepem. Ne. In tukaj recimo so znameniti tudi tisti Goethejevi verzi, ki se na to navezujejo. Zdaj, to dobro, ne, to agoton, to dobro pri Platonu in tudi pri Plotinu, ne, ki nastopa v prispodobi o votlini, s katero pravzaprav začenjam, ne, se nadaljuje potem iz platonizma seveda v novoplatonizem, dobro ali eno, ne, ki omogoča ne, kot svetloba duha spoznanje in tudi samobivanje. Ne. Tako kot svetloba omogoča spoznanje, videnje čutnih resničnosti, tako to dobro, ne, to eno omogoča kot svetloba duha spoznanje idej, ne, se pravi idejnega umskega sveta in potem tudi prek tega čutnega sveta. Predvsej tukaj v prvem delu govorim o odnosu med transcendenco in imanenco. Plotin govori, dostakrat uporablja izraza tu in tam, ne, krajevna prislova. Ne. Zdaj, kaj to pomeni? Ne? To je moje stalno vprašanje. Predvsem kaj pomeni tam v odnosu do tu? Ne? No, moj odgovor, recimo čisto na kratko, je tu transcendenca v imanenci. Ne? In tukaj je tudi vprašanje, to povezano deloma s vprašanjem panteizma, predvsem pa s tistim, kar jaz imenujem transcendenčna napetost med tu in tam. Ne? No, v drugem delu knjige, ki je najobsežnejši, srednji del knjige, je pač naslov je Duša med duhom in telesom. Ne? Gre za vprašanje duše. Ne? Od danes je pravzaprav težko govoriti o duši, ne? Govori se predvsej o duševnosti, duševnih procesih, v angleščini je to mind, ne? Celo duh, ne? Se včasih prevaja. Ampak in odnosu med dušo in telesom, ne, ampak sami duši se danes malo govori, razen seveda v konfesionalnih religijah, še posebej v krščanstvu. To ni tukaj moja pot, ne, ta pač recimo tradicionalno konfesionalno razumevanje duše, ampak se sprašujem drugače, ne, resničnost duše. Kaj pomeni resničnost duše? In ena od mojih osrednjih tez je to, da za resničnost duše tu in zdaj, za resničnost moje, tvoje, njegove, njene duše, ni nujna nesmrtnost duše. Ne? Nesmrtnost duše o tem pravzaprav ne vemo, individualne duše. Ne? Ker govorim tudi potem o tem drugem delu o različnih oblikah nesmrtnosti, ne? O recimo temu nesmrtnosti v nebesih, ta tradicionalna nesmrtnost v krščanstvu in drugih religijah, reinkarnacijska nesmrtnost in tudi o tako imenovanih zemeljskih nesmrtnosti, ne? Kot posebni recimo neki zamisli. Potem v tem drugem delu se lotevam tudi raznih tem, kot so recimo problem zla, ne, in v nasproti s tem problem previdnosti, pronoja, ne, je to v grščini, se pravi v bistvu božje previdnosti in problem teodiceje, ne, zdaj, zakaj zlo sploh, ne, če je svet pač v teistični ali v neki monistični ali v neki panteistični obliki preveva dobro, ne, odkot potem zlo, odkot tema. No, predvsem tukaj en glavnih poudarkov je pa to, da eno dobro, o katerem, to je povezano tudi s tem obnovo metafizike, ne, o kateri sem govoril na začetku, ne, dobro ali eno, ne, to sta dva izraza, dve imeni istega, ne, prve hipostaze, kot se imenuje pri Plotinu to, ni nek gospodar sveta, ne, ni najviše bivajoče, recimo, niti ne v tem aristotelovskem smislu, da je to neko prvo gibalo, ki vse obvladuje, ne, in tako naprej, se pravi, ampak pri Aristotelu je to tudi sporno, ne, ampak ni gospodar sveta v smislu nekega monoteističnega boga, ne. Seveda, jasno, interpretacije Plotina so pa različne, zelo močna interpretacija zgodovinska, je krščanska interpretacija preko svetega Avguština, Dionizija Areopagita in drugih, ne, naprej. Ampak seveda to ni edina možna interpretacija. Plotin je pravzaprav kot filozof izrazito nadkonfesionalen, ne, in ima neko vizijo, ne, ta njegova mistična filozofija v bistvu lahko se vključi v razne, recimo, konfesionalna verovanja. No in v tretjem, zadnjem, s tem bom tudi končal, v tretjem, zadnjem delu, zadnje najkrajši, ne, sem pa zbral 9 odlomkov, nekoli daljših iz Plotinovih traktatov, iz njegovih del v lepem Soninem prevodu, ne, in ob vsakem sem
Naslov tretjega dela je, kot vidite, krogi luči, ne, in v okviru vsakega, pri vsakem od teh odlomkov sem dodal nekaj svojih razmišljanj, ne, kot recimo to so verzi, seveda to ni neka poezija v smislu, poezija v tem možnem pomenu, ne, to so filozofski verzi, kot so bili dostikrat v navadi, že v stari filozofiji, predvsem pa v renesansi in tako. In to so neke vrste poskusi, skromni poskusi kontemplacije, meditacije ob teh Plotinovih izvajanjih, ne, za katera sem prepričan, da nam mnogo lahko povejo danes, ne, v našem času in da v nekem smislu, mogoče bi težko rekel, da je ta filozofija odrešujoča, odrešilna, ni v nekem soteriološkem smislu, ni, ampak v nekem globljem smislu pa mogoče že. Hvala, zdaj pa. Sonja, prosim, nadaljujem. Hvala. Ja, zdaj, kar težko povzamem besedo in se bojim, da bi se ponavljala oziroma da bi nekako sem razmišljala, kako predstaviti delo, ki jo v bistvu najbolj verodostojno predstavi prav avtor, ki seveda najbolj pozna zvor, namen in kot je v primeru filozofskega dela, to osnovno gonilo, ki poganja besedilo ali mogoče bolje rečeno temelji, na katerih filozof gradi svojo miselno zgradbo, naj bo to bajtica ali palača, če uporabim kar Markove besede. In iz te prispodobe bom tudi izhajala, kajti s to knjigo nas avtor, filozof in profesor dr. Marko Uršič nedvomno povabi v svoj duhovni dom. In ta dom je edinstven, je samo njegov in v njem smo vsi bralci gostje, ki smo se odzvali vabilu in se veselimo druženja s svojim gostiteljem. In mu dolgujemo tudi spoštovanje in nekakšno obzirnost kot nekomu, ki se v bistvu s tem, ko je odprl vrata svojega duhovnega sveta, tudi nekako izpostavil. In seveda je to knjiga o Plotinu, ki je plod zdaj že desetletje trajajočega sodelovanja avtorja kot urednika pri slovenskem integralnem prevodu Plotinovih del. To uredniško delo je zahtevno in včasih nehvaležno, predvideva precejšen vložek časa in truda, kar nekaj potrpežljivosti s prevajalko, in obenem določeno mero previdnosti pri prvem branju sveže nastalega prevoda, je to tako, kot sveže pečen kruh, včasih človeku povzroča potem malo zvijanje v trebuhu. Ampak kot vsako sodelovanje pri tako dolgem projektu zahteva nenehno prilagajanje in spoštovanje do medsebojnega dela, ki se, kot upam, kaže tudi v rezultatih, ki bodo letos zaokroženi s tretjo in to zadnjo izdajo, knjigo Plotinovih zbranih spisov. Zdaj, avtor je že podal formalni okvir vsebinski presežnih prisotnosti, tako da ga ne bom ponavljala. Izpostavila pa bi njegov izvirni poklon tako formalni Porfirijevi delitvi Plotinovega dela na deveterke, Eneade, kot tudi sami Plotinovi metafizični hierarhiji treh hipostas, se pravi 3 deli z 9 eseji. Kot sam poudarja, gre v prvi vrsti za njegovo razmišljanje o Plotinu in to je njegov filozofski vodnik, njegov daimon, ki mu pomaga zbrati vprašanja, ki si jih zastavlja filozof in tudi odgovoriti na nekatera od njih. In kot pravi platonik, Marko Uršič dobro pozna samega sebe in dobro pozna tudi svojega daimona, se pravi Plotina. Čeprav je akademsko-znanstveni aparat, kot pravi avtor v uvodu, nekoliko včasih postavljen pod črto, da naredi prostor izvirnemu filozofskemu razmišljanju, in čeprav ta aparat ni popoln, ostaja filozofsko razmišljanje nenehno v stiku, tako z znanstveno literaturo, kot tudi z moderno filozofsko mislijo, predvsem pa, kar se mi zdi najpomembnejše, ostaja nenehno v stiku v dialogu s Plotinom samim. O tem priča bogat nabor Plotinovih citatov, ki ga tudi najdemo na koncu in iz katerega je razvidno, da med 54 traktati, kolikor jih je napisal Plotin, ni niti enega, ki ne bi prispeval svojega kamna v tej miselni zgradbi, ki je vsekakor bolj podobna palači kot bajtici, zdaj že lahko rečem. Ta trilogija Enead se, glede na zaporedje Plotinovih hipostas, morda presenetljivo začne z umom.
Nadaljuje se v drugem delu z dušo in nato učinkovito zaključi s presežnim enim dobrim. Vendar nam v branju knjige postane jasno, da taka delitev oziroma to zaporedje v avtorjevem okviru razmišljanja ni samo primerno, ampak celo nujno. Namreč ta delitev ni delitev, ki bi tematsko ločevala razmišljanja o posameznih hipostazah, saj se tudi te med seboj niso ločile nikoli, niso ločene, kot ugotavlja avtor v svoji prodorni analizi pojma emanacije. Namreč v njem se, v tej razpravi se pridružuje zmernejši struji modernih raziskovalcev, ki v svoji kritiki tega pojma niso enostavno zavrgli, kot nekateri pred njimi, na primer Giovanni Reale, ampak ta struja ga je razumela predvsem kot prispodobo plotinskega izhajanja nižje hipostaze iz višje. Seveda nas ti raziskovalci opozarjajo na nekakšen sirenski značaj takšne metafore, ki nas lahko s preveč dobesednim razumevanjem zavede. In tako Marko Uršič emanacijo razume kot presežno metaforo, to je njegov izraz, ki ni samo literarna prispodoba, ampak je tudi neka presežna vizija, v kateri se nam odkriva odnos med tremi hipostazami in obenem ustroj kozmosa in naša vloga v njej. Ena od kritik novoplatonskega pojma emanacije je prav v tem, da poudarja izhajanje in popolnoma izloča ključni moment, v katerem se to, kar se izlije iz počela, obrne nazaj k njemu in s tem opredeli in je, biva. Druga kritika pa izrazno očita zavajajočo idejo, da ta svetloba, ki se tako rekoč izlije kakor iz sonca, ali recimo reka, ki se izlije iz izvira, odide v nek ločen prostor in potem pusti svoj vir prikrajšan za to, kar je odnesla sama. V resnici seveda Plotinova višja hipostaza ob izlivu nižje ostaja nedotaknjena. In kar je še pomembnejše, na nižji ravni ostaja neodstrta, nenehno, in tukaj bom uporabila avtorjev izraz iz naslova, presežno prisotna na vsaki ravni tega procesa, ki v grščini rečemo, ki je v grščini prodos. V tem smislu je duša v možnosti in je eno možnosti in v bistvu tudi duša prek eno v možnosti. Tu se avtor opre na enega eminentnih poznavalcev, ki ga je tudi že omenil v preteklem stoletju, Wernerja Bayer-Waltesa, ki ta zapleteni in v bistvu čudovito preprosti odnos med hipostazami pojasni kot istost v razliki ali identiteta v diferenci. Lahko bi rekli, da ta formulacija spremlja avtorja na prenekateri poti skozi miselni svet pričujoče knjige, kot nekakšna obljuba odgovora na vprašanje, ki ga najdemo že v marsikaterem od njegovih predhodnikov. To se pravi vprašanja odnosa med transcendenco in imanenco, kako si tudi že omenil, med tu in tam. To razmišljanje se proti koncu prvega dela prek zgodovinskega pregleda vpliva heraklitske vseennosti izteče v namig na nekakšen, citiram, panteizem v širšem in globljem pomenu. To je nedvomno drzna, morda za koga tudi sporna misel, ki pa, kot pravi avtor v uvodu, ni trditev, ampak ena tistih, citiram, manj očitnih spoznavno problematičnih misli, in ki ima v tem primeru, to je treba priznati, trdne korenine v Plotinovem paradoksu enega, ki je po besedah Plotina samega povsod in nikjer. Če se torej vrne vsebinski delitvi knjige, opazimo, da je oblikovna zasnova Uršičeve knjige pravzaprav odraz njegovega pristopa k Plotinu. Ker posnema oziroma skuša izraziti to presežno prisotnost enega, ki je v metafizičnih temeljih tako prvega kot drugega dela. Ker tematika uma in duše ne moreta biti predmet filozofskega diskurza brez nenehnega sklicevanja oziroma obračanja k temu počelu. To torej velja tako na ontološki kot na miselni in potem tudi izrazni ravni. Zato sta prva dela govor o peri, v grščini, govor o enem, prav v tej delitvi, se pravi, prvi govor prihaja z uma, z ravni uma in drugi, v drugem delu, z ravni duše. Pri čemer ostaja eno ves čas prisotno. No, v tem drugem delu,
če pridem na drugi del, najdemo eseje o vseh ključnih vprašanjih Plotinove filozofije. Vprašanje večnosti in časa, duše in njenega odnosa do telesa, vprašanje zla, vprašanje spomina, vprašanje snovi in tudi svobode. Sem sodijo tudi nekatere velike aporije Plotinove misli, naprimer vprašanje drznosti, tolma, odmika od počela, vprašanje snovi in njenega nastanka in izjemno natančen pregled, v zaključku katerega se avtor zelo dejavno vključi v sodobno polemiko glede Plotinovega mnenja o obstoju individuov. Ta pozornost, ki jo avtor nameni tej temi, je po mojem mnenju odraz njegovega osebnega zanimanja za Plotinovo pojmovanje človeške osebnosti, njegove individualnosti ali lahko rečemo edinstvenosti. Ker to je tema, ki jo v Uršičevih delih in esejih na katero naletimo večkrat, včasih v obliki skrbi za to svojo dragoceno identiteto, ki si jo človek želi ohraniti, kot nekaj samo svojega, nekaj, kar ostane od njega, torej sebe samega. Veliko vprašanje v Uršičevih del, ki pač nagovarja tudi mene in se zato tudi sama znova in znova vračam k njemu, je v bistvu kako doseči tisto mistično zlitje, o katerem govori in ki ga izkuša Plotin, in ob tem ne izgubiti sebe samega, v čistem višjem jazu oziroma sebstvu. S tem je tesno povezano tudi vprašanje spomina, ki je prav tako avtorjeva življenjska tema, saj kot sam pravi, nekje v knjigi se mu včasih zdi, da ves čas že vse življenje piše o spominu. Pri tem se obrača tudi k budistični modrosti, ki pogosto in včasih nepričakovano ponudi možen odgovor ali vsaj vzporednico v aporiji. Zdi se mi, da je poudarek knjige o presežnih prisotnosti nekoliko vendarle bolj na prisotnosti kot na presežnosti. Ampak to je res samo moja izključno subjektivna in potencialno problematična misel. Tukaj gre bolj za nek vtis kot razumsko analizo ali daleč od kakšnega zaključka. Temu me v bistvu predvsem navaja avtorjevo poudarjanje navzočnosti umskega sveta v nas samih in tudi enega v tem svetu. In ta trdna prepričanost, ki v bistvu povsem odgovarja tudi platonski in novoplatonski, da je mogoče združitev z enim doseči tu in zdaj, v našem človeškem življenju, v našem človeškem telesu. Uršič ne želi bežati iz tega sveta, nekam drugam, kvečemu išče, kot pravi sam, olajšanje oziroma rešitev v vzporednem svetu filozofske resničnosti. In ta vzporedni svet premore še eno zelo pomembno komponento, in sicer poetično. S tem prehajam na zadnji del, zadnji razdelek te knjige, ki je v celoti posvečen enemu. In v tem razdelku avtor prepusti najprej besedo Plotinu v obliki najlepših odlomkov iz Plotinovih Enead o enem, na katere se potem odzove z meditacijami, med katerimi so nekatere, po sicer mojem skromnem mnenju, vredne predsokratske poetike, oziroma predsokratskih poetov, filozofov. In pomenil izziv moji problematični misli, ki sem jo prej izrazila, je dejstvo, da avtorjeve meditacije, da se zaključijo s Plotinovim pozivom, naj odložimo vse. Torej, naj se prepustimo tej združitvi. Ali bom zmogel, se vpraša avtor. In to je vprašanje, ki si ga je tudi že zastavil v preteklih delih, ampak tukaj zdaj zelo jasno reče, tako bo. In s tem se v bistvu knjiga tudi zaključi, s tem se zaključi tudi moja predstavitev in bi prepustila besedo še kolegu. To je bila res lepa in zelo obkrožena predstavitev te knjige, tako da upam, da ne bom preveč ponavljal česa. Mogoče pa tudi uvodoma dobro, da pojasnim svojo vlogo tukaj v dveh izjemnih poznavalcih Plotina, kar jaz zanesljivo nisem. Bil sem študent profesorja Uršiča, zdaj sem pa asistent na drugem področju, ampak kljub temu, da nisem profesionalen filozof, sem zavezan filozofiji in kako je
zavezani filozofiji, verjetno tudi v nekem smislu večina bralcev, bodočih bralcev te knjige. No, v tem smislu sem tudi eden tipskih bralcev te knjige, mogoče v veliki meri ustrezam temu, ali se pa približam temu, kar bi Wolfgang Iser imenoval implicirani bralec ali implied reader. In zato bi izpostavil nekaj potez knjige Presežne prisotnosti, ki so se mi zdele izrazito zanimive in večplastne. V prvi vrsti sem kot bralec, ki sicer seznanja z osnovnimi potezami platonizma in Plotinove, če rečemo temu, duhovne kozmologije, sem cenil, da pa vseeno to ni tipična znanstvena monografija tipa, ki bi smatrala, da je bralec podrobno seznanjen z aktualno sekundarno literaturo na to temo, ampak z nekim jasnim izrazom in včasih podrobnimi razlagami te predpostavke ali premis argumenta bralca tudi uvede v somišljenje tega, kar je tam zapisano. Hkrati pa ni knjiga učbeniška, daleč od tega, to vsekakor je monografija, ki neka živa misel, ne gre zgolj za obnavljanje določenih že prežvečenih, če tako rečem, misli, ampak avtor Plotinovo misel marsičem nadaljuje, jo preizprašuje, jo izziva tudi sebe in izziva s tem tudi bralce. In kar je neka, bi rekel, osnovna filozofska miselna poštenost, je avtor tukaj glede aporij, ki se porajajo, glede dilem, zelo iskren in si ta vprašanja skupaj z bralcem zastavi tam na papirju in jih skuša z raznimi prijemi, ne rigidno sledeč zgolj eni filozofski šoli tudi tam razrešiti. In takrat, ko jih ne zmorete nujno dokončno razrešiti, to tudi priznavate in odpuščate tisto vprašanje odprto, kar je spet neka žlahtna filozofskost. Torej, ta knjiga, neka mešanica različnih pristopov, ki se dobro prepletajo. V podnaslovu že izpostavljeno, da je to knjiga esejev in to se mi zdi, da je treba vzeti precej resno, kaj pravzaprav pomeni, da je ta knjiga esejistična. Esejistična metoda se v mojem pojmovanju, verjamem pa, da moje pojmovanje tudi ni tako daleč od pojmovanja profesorja Uršiča, ker oba čudujeva in se v marsičem izhajava iz Michela de Montaigneja, ki je, veste, kakšen oče, prav oče esejizma, filozofskega esejizma. Da poleg odločilne osebne note, ki je značilna za esejizem, za esejistiko, je tukaj še ena značilnost, ki je posebej prisotna in ki dela to knjigo značilno esejistično. In to je, kar sem že omenil, da razreševanje določenega vprašanja ni omejeno na sledenje zgolj eni začrtani metodologiji, zgolj posamezni šoli mišljenja, ampak se glede po eni strani na osebne afinitete, po drugi pa predvsem na potrebe tistega vprašanja in zahteve mišljenja, priklicuje v razreševanje tako rekoč filozofske prijatelje iz različnih obdobij časa, iz različnih filozofskih konfesij, če se tako izrazim, preko delitev, idealizem, materializem in podobno. Tako se v knjigi znajdejo tako različni misleci, kot sta Platon in Nietzsche, Nagarjuna in Derek Parfit, Dogen in Husserl. Knjiga je sicer tematsko enotna, kar ni nujno pri zbirkah esejev, oziroma celo ni nujno pogosto pri zbirkah esejev, je pa tudi intelektualno odprta. In to je tista njena esejistična značilnost, zaradi katere moramo
podnaslov imati skrajno resno. In na vse zadnje so te povezave med zelo različnimi miselnimi tokovi tudi upravičene. Tukaj imamo sodobno pozitivno znanost, ki je v dialogu recimo z neko bolj spekulativno metafiziko, ampak seveda je to dan danes morda nekoliko redka povezava, vendar pa tudi konec koncev sodobna pozitivna znanost svoje začetke lahko išče v teh spekulativnih začetkih. Tako da tukaj gre za moje pojme vlečenje neke preredke povezave. Po drugi strani je pa tukaj morda še precej bolj zanimiv most med vzhodno in zahodno mislijo. Kot vemo, je Plotin tudi želel potovati na vzhod, kar mu zaradi nekih kontingentnih okoliščin, ko je bil cesar Gordijan, če se ne motim. Je bil, ne, ampak ne. Takrat v enem vojnem pohodu, nesrečno končal, je pa k sreči živ ostal Plotin, ne. V mladosti je bil, pač ampak niso šli do Indije, ampak nekje tam v današnji, recimo, Iran, Mezopotamiji, tam. Bit, kako gre, ta cesar Gordijan. In tako da si lahko samo zamišljamo, kako drugačna bi lahko bila Plotinova misel, če bi pravzaprav prišlo do tega srečanja. Oziroma si lahko tudi zamišljamo svet, v katerem Plotinove misli pravzaprav sploh ne bi bilo, ker ne bi potem nikoli prišel v Rim, srečal Porfirija, ki je zapisal in ki je zapisal njegovo življenje in uredil njegove spise. Ampak o tem sva zadnjič tudi s profesorjem razpravljala, in za moje pojme je ta dialog med vzhodno in zahodno mislijo, čeprav za marsikoga problematičen, obstajajo seveda tukaj dobro podkrepljene teoretske pozicije, ki izpostavljajo, zakaj je tovrstno spajanje kulturnih horizontov, če se tako izrazim, problematično, je po drugi strani to tudi nekoliko nenavadna pozicija, ker če se odpovemo spajanju teh kulturnih hermeneutičnih horizontov, se nazadnje odpovemo konec koncev vsaki hermeneutiki, kar pa tudi ni filozofsko plodno. Izpostavil bi eno povezavo, eno asociacijo, ki se mi je zgodila v branju teh povezav z vzhodnimi miselnimi tradicijami, zlasti z indijsko logiko in z budizmom. Tukaj lani je preminul en velik literarno-teoretski Roberto Calasso, založnik in tudi sam velik pisatelj, vodja milanske založbe Adelphi. In Adelphi je bil tako rekoč zelo neka evropska založba par excellence. Izdajali so srednjeevropske pisatelje, med drugim so italijanščini izdali Roberta Balzarja, Nietzscheja, Georgia Collija, Benedetta Crocea, Franza Kafko, Kundero, Andrića in podobno. Hkrati pa so zaradi Calassove izbire, Calassovega svetonazora vse pogosteje proti koncu življenja, ampak še vse skozi tudi deloma posegali tudi na vzhod. In so tako v italijanščini izdali marsikatero kritično izdajo del iz vzhodnih miselnih tradicij. In to pa je bilo skladno tudi s Calassovim lastno literarno produkcijo. Tukaj je, on napisal je knjigo o grških mitih, Poroka Kadmusa in Harmonije. 8 let kasneje pa knjigo Ka, ki se je posredotočila na indijske bogove. In tukaj sem pri vas zasledil, tudi zapišete, da je bila v snovanju te knjige neka zamisel, da bi pravzaprav to bila ta knjiga mnogo obsežnejša, da bi pravzaprav obsegala še enkrat toliko vsebine. Ja, če lahko samo mogoče to samo ta kratka replika v zvezi s tem. Ja, prvotna zamisel je bila napisati to knjigo v 2
jaz sem to imenoval dva pramena, ne, zahodni, se pravi, ta grški, ne, s nekje fokusom na novoplatonizmu, Plotinu in vzhodni na fokusom na budizmu predvsem. Tudi japonskem, kitajsko-japonskem budizmu, ki ga v bistvu bolj poznam od samega indijskega, no, recimo, vsaj tako iz prve roke, ampak potem, ko sem to pisal, se je ta knjiga tako razrasla, ne, da je bilo praktično nemogoče v isti volum, ne, dati ta dva pramena in sem se odločil potem, da bo to knjiga fokus te knjige, da bo Plotin, ne, in novoplatonizem. S tem, da kot sem ti hvaležen, da si to povedal, ne, na mnogih mestih, ne, v opombah, pa ne samo v opombah, tudi v samem tekstu so v tej knjigi prisotne navezave zrcaljenja bolj, ker jaz se zavedam, da ta tako imenovana primerjalna, komparativna, recimo filozofija je spolzek terena, ne, to je bila v zgodovini preveč evropocentrična in tako naprej, pol je bil spet neko obdobje, ne, ko so, recimo, rečemo, strukturalizma, poststrukturalizma, ko so smatrali, da pravzaprav o vzhodu sploh ne moramo govoriti na zahoden način, ne, da se moramo vklopiti v neko drugo okolje in tako naprej. Ampak zdaj je pač znova neko obdobje nekega hermeneutičnega spajanja, ne, in no, skratka, to sem nekako imel v načrtih, ampak potem se mi je ta knjiga izoblikovala. Tu sem tudi neprimerno bolj doma, seveda v zahodni filozofiji kot v vzhodni, ne. No, nekaj manjga pa delam na tem še naprej, ampak Bog je kaj z tega. Čeprav im je napovedano, ne? Ja, to je lahko nekaj, ste tiha napoved naslednje knjige. Ne vem, bomo videli. To malo razložim v tem uvodnem delu, ne, v predgovoru, ja. Pa mogoče bi izpostavil še eno drugo povezavo s sorodnimi pristopi, če jih tako imenujejo. Tukaj spet gre za izrazito drugačen, če je Kalaso pisal predvsem o mitih in gre za drugačno vrsto zrcaljenja, je pa tukaj še ena druga dinamika, ki se vleče skozi vašo knjigo, pa ne zgolj skozi to knjigo, ampak pravzaprav skozi vse vaše filozofsko in literarno, tega ne gre pozabiti, da tukaj ne gre za zgolj znanstveno premišljanje, ampak je ta osebna komponenta tudi ključna, ne zgolj kot nek dodatek, konstitutivna za samo razumevanje vaše misli v tej knjigi. No, je en drugi avtor, ki je v tem mogoče nekoliko soroden, je klasični filolog Daniel Mendelsohn, ki piše sicer zelo popularne knjige v ZDA in je drugače profesor na Bard Collegeu v državi New York. No, on je pred nekaj leti objavil knjigo An Odyssey v slovenščini, nimamo te razlike med An in D, ampak je ta njegova Odiseja ima tako kot vaša knjiga dve niti in ta preplet niti se mi zdi tukaj zelo pomemben, ker je Mendelsohn se tam ukvarja s prepletom po eni strani akademskega, lojalnega Homerju razlaganja, pravzaprav neke eksegeze skoraj, interpretacije Odiseje, kakor jo to počne v svojem akademskem, profesionalnem življenju. Po drugi strani, tista druga nit je pa osebna in preizkuševalska, ki je ključna za to, da ima tista prva sploh smisel. In to se mu je porodilo, ko njegov oče, ki je imel 81 let, se odločil, da se usede na njegova predavanja in je tam prepoznal kot najprej, kako močna je tema očetovstva pravzaprav v Odiseji. Potem sta sama tudi šla na neko turistično križarjenje po Sredozemlju, po poti Odiseja. No, ampak ta preplet tega osebnega,
kjer je pravzaprav to, kar je v Odiseji sam rabil doživeti in se o tem pravzaprav pomeniti svojim očetom, je tisto, kar je zares dalo neko dodano vrednost temu, kar je vse skozi predaval, pa tega pravzaprav nikoli ni znal popolnoma vključiti v svoje življenje. In tukaj je to doživljanje, živo doživljanje tega, s čimer sem zgolj, s čimer se ukvarjamo, ko prebiramo in zapisujemo te misli in se srečujemo na raznih razgovorih, je tudi pri vaši knjigi ena zelo konstitutivna nota. Odiseja je domov, ne? Ja. Domov. Potem sam citira to iz Odiseje, ne? Pojdimo nazaj. Ja, vse je pot domov, ne? In potem sam nekaj citira ta poziv, vrnimo se v domovino nazaj, iz Patrida, ne? To se pravi, tu je filozofova pot domov in to se mi zdi, da je tudi pri Markovi knjigi zelo relevantno. Pa mogoče, da malo odpremo diskusijo. Zamišljeno je tako, ne, da zdaj ne vem, a si ti, dogovorili smo se, da pač nekako jaz sam koordiniram, ne, a je prav, ja. Da po teh treh pravzaprav predstavitvah, ne, da pridemo k nekemu pogovoru, vprašanjem in tako deloma se je to že zgodilo, ne. Zdaj, a boš ti, zdaj, ki si že začel s kakšnim vprašanjem, ali kako se, a potem Sonja, pa vsi drugi, kdo bo želel. Ja. Mogoče bi se navezal na to, kar je bilo že izpostavljeno, na tretji del knjige, ki je sicer najkrajši formalno, zavzema predvsem manj strani v knjigi kot prva dva, še zlasti drugi, ki je najobsežnejši. Ampak kot nekomu, ki se raziskovalno ukvarja z branjem, mi je bila zelo zanimiva čeprav ne želim s tem potisniti v teološki kontekst, apofatika, ko govorimo o enem. Izogibanje govora o enem, o tem, kar je onkraj bitnosti, je tako ali tako ena velikih tem filozofije, ki tukaj dobi en svoj zelo prepoznaven izraz. No, ampak Plutin vse skozi svari že bralca, da o tem seveda ne moremo propozicionalno govoriti, da lahko o tem govorimo tako rekoč, da lahko, tukaj prosim popraviti ta izraz, uporabila pojon, če se pojon, kar pomeni, koliko razumem, tako rekoč. Se pravi, zares se izogiba sploh kakršnemu koli govoru, ki bi bil skladen s tem, kar govorijo drugih hipostazah. No, imenujete v svoji knjigi interprete Plotina, ki ga kaže Giovanni Reale, ki začnejo to precej svobodno potem eno istovetiti z absolutnim, z velikim A, in se tako že približujejo neki bolj teistični interpretaciji Plotina. No, vi pa to prepoznate tudi na formalni ravni in na koncu knjige prestopite izven čiste diskurzivne, racionalne filozofije in deloma z eno nogo stopite v poezijo, čeprav iz drugo nikoli povsem ne izstopite iz tega. Ampak mogoče z malo več drznci kot Wittgenstein probate trezati v to neizrekljivo. Ja, hvala. Jaka, to razumem kot neko ugotovitev, hkrati kot vprašanje. Bom skušal kratek biti, najti nekaj podrobnosti okrog tega. Hvala, da si opozoril na to dvojnost, se pravi poetsko-diskurzivnega načina pisanja v tretjem delu, kar je bilo že prej omenjeno. No, tako nekako bi rekel na kratko, da jaz pravzaprav od začetka svojega pisanja in razmišljanja
od prve knjižice, ki sem jo objavil leta 1981 z naslovom Enivetok, ki je bila neke vrste predelava moje diplomske naloge. Od takrat že naprej sem nekako na tej poziciji recimo zgodnega Wittgensteina, ne, ki si ga tudi omenil. Se pravi, racionalno mišljenje ali pa nasploh diskurs je kot neka lestev, ne, ki je nujna za to, da po njej kam pridemo, ne, da splezamo nekam. Ne. Seveda pa včasih sem se pošalil tudi mogoče, ne, kako se spomniš v razredu, recimo, ne, da s kolesom, tako kot s kolesom ne prideš na Luno, ne, tako z diskurzivnim mišljenjem ne prideš pač do najvišje, recimo, tiste resnice sveta ali kakorkoli. Ne. In ta apofatika, ki jo omenjaš, ne, se pravi, recimo, temu tudi, ali pa negativna teologija, ne, je zmeri bila zelo zgovorna, pravzaprav, tudi v zgodovini. Ne. Saj to je, mislim, da je en velikih filozofov 20. stoletja, mislim, da je bil prav Bertrand Russell, da je rekel, mistika je bila zmeri zelo zgovorna, pravzaprav, čeprav je skozi govorila o molku, ampak je bila zgovorna. Ne. Jaz mislim tako, ne, da tukaj se prepleta, tukaj pri Plotinu in tudi pri meni, ne gre za neko tisto pač čisto samo čustveno mistiko, kot je recimo pač mistika v tem ožjem konfesionalnem pomenu, recimo Tereza Avilska ali pa Janez od Križa in podobno, ne, ali pa Svet Bernard, ampak gre v bistvu za to, ne, da je tisto, kar je neizrekljivo, nenehno prisotno tudi v samih besedah. Na en način pač intertekstualnosti sem ne tako, kot se medbesedilnost razume, recimo samo tudi tako, ampak ne samo tako, kot se to razume ta izraz v literarni teoriji sodobni, ampak dobesedno med vrsticami, ne, ali pa med znaki, med samimi pojmovnimi enotami in tako naprej. Se pravi, vsega ni mogoče izreči, ampak po drugi strani pa brez tega izrekanja pa tudi tisto neizrekljivo ostane popolnoma odsotno. Ne. Saj tle je tudi vidik te presežne prisotnosti. Ne. Prisotnost, to je zelo lepo in pravilno ugotovila Sonja prej, da težišče te knjige je v prisotnosti, če govorimo zdaj o prisotnosti v jeziku, ne, ta presežnost nenehno naj bi bila, saj to pesniki mnogo boljše vejo od mene filozofa, ampak tudi filozofi nekaj o tem vemo, ne, in v bistvu za to gre, ne, izrazito pri Plotinu, za oboje, ne, zato imenujem to filozofijo nekako mistično-dialektična filozofija, ne, v tem smislu, da uporablja tako tisto presežnost pač intuicije, neke te umske intuicije ali pa recimo prisotnosti, ne, paruzija, ne, tudi ena beseda, ki je pozneje v krščanstvu dostikrat seveda v drugačnem kontekstu uporabljena. Prisotnost je več od vednosti, ne, je recimo eden od stavkov tudi v Plotinu, ne, oboje mora biti nekaj. Sonja. Hvala. Jaz imam res, komaj sem se odločila med temi različnimi temami, ampak mogoče bi poskusila se navezati na to, kar si prej omenil v svoji predstavitvi, na to transcendentno napetost. Namreč, ne, ki jo nekako želiš ohraniti med tu in tam, in bi navezala na to tvojo ugotovitev, da nesmrtnost duše pojmuješ znotraj okvira te nesmrtnosti v tem življenju, torej ne kot neko individualno življenje. Ne toliko nesmrtnost, ampak resničnost duše. Tako, resničnost duše. Ne, potem me zanima, čisto eno tako zelo konkretno vprašanje, pa sem ti ga vedno želela zastaviti, kaj si obetaš od smrti? To vprašanje se nekako nič si ne obetam, obetam, puščam odprto. Ja, hvala, super vprašanje. To vprašanje sam postavljam tudi nekje v tekstu. Ne? Jaz te stvari, kar je onstran in kar je zanimivo, ne, tukaj navezujem na Plotina, ne, ker Plotin sicer na več mestih govori o pač duši, ki potuje skozi različne reinkarnacijske cikle in tako naprej.
Ne, ampak večinoma se to dogaja znotraj nekega mitičnega diskurza pri Plotinu, se ne vem, kako bi se tisti ne strinjali, ampak dejansko, ja, no, ampak če tako direktno vprašaš, ne, je smrt je neznanka za nas vse, ne, in tukaj v tem srednjem delu knjige je eno poglavje, vam prav tudi o smrti, o zelo v osnovi in tako naprej. In se sprašujem hkrati izhajajoč recimo iz Platonovega Fajdona, ne, ki je tista klasika od klasike, glede nesmrtnosti duše. Ne vem, enostavno tukaj, kaj bo onstran v tem smislu krščanskih ali pa nekih teističnih ali pa nekih drugih, recimo politeističnih nebes, tega preprosto, če se v globino svoje duše vprašamo, ne vemo, lahko pa v tem verjamemo. Tukaj veliki duhovi, kot je bil recimo Kant in še prej, recimo tudi v novem veku, kot je bil tudi Descartes, ne, ki je v korespondenci z Nojem teologom, ne, je priznal, da nesmrtnost duše, ki je sicer on dokazuje v meditacijah Descartes, ne, da pravzaprav to ni mogoče dokazati na filozofski način, ampak da je to stvar vere. Ne. Zdaj, jaz medtem v tej knjigi predvsem nekje, kar pa mislim, da je filozofska tema in kjer lahko recimo nekaj o tem vemo, je pa ta razlika med nesmrtnostjo in resničnostjo duše. Ne. Ker običajno se to zlasti v krščanski tradiciji, ki jo jaz, da se razumemo, globoko spoštujem in seveda v nekem smislu smo vsi pač otroci krščanske kulture in civilizacije in tako naprej, to tem ni nobenega dvoma, ampak običajno se to enači. Nesmrtnost, resničnost duše, če je duša resnična, potem je tudi nesmrtna. Zdaj, to se meni zdi pač nekoliko vprašljivo, namreč z nekega stališča čist neposredne očitnosti ali evidence. Jaz začenjam ta predgovor k tej knjigi z vprašanjem očitnosti. Kaj nam je pravzaprav očitno, ne? V filozofskem smislu, intuitivno očitno. No, očitno nam je, oziroma vsaj meni, kot mislečemu bitju, in mislim, da tudi vsem vam, naša recimo to, da sem tu kot zavest. Ne? Se pravi, duša v tem smislu, kot zavest, pa ne samo kot racionalna zavest, kot občutje, kot ta notranjost, ne, je nekaj očitnega, ne, to se ne da zanikati, to je bistvo mojega bitja, to je, ne, recimo, esencialisti Heidegger prav tu bit, ne, bistvo srčika tu biti je pravzaprav zavest, da sem, ampak iz tega pravzaprav ne morem nič sklepati naprej z racionalnim sklepanjem, da bo to ostalo po smrti telesa. Ne. Jaz mislim, da celo bolj verjetno je, ne, tako kot domneva, da se s smrtjo telesa, individualnega telesa, izgubi tudi individualna duša, v tem smislu, kot zbir vseh duhovnih, pač duševnih vsebin, spominov, znanja in tako naprej. Ne. A kar pa spet ne pomeni, da se pa te stvari izgubijo nasploh, ne. Ker tukaj pa pride potem ravno tudi ta budistični moment. Ne. Recimo reinkarnacija v budizmu ne pomeni pravzaprav dobesedno tega, da se, glejte, ja, da se pomeni recimo mogoče v teh ljudskih najpreprostejših variantah, ne, da se pač nekdo v naslednjem življenju prebudi ali bodisi kot, ne vem, kot brahman ali pa kot recimo ali pa kot neka žival na drugi strani, ne, se pravi glede na svojo karmično pač zasluge in dela, ne. Ampak to ni na zahodu, na vzhodu v teh vrhovih budizma, to pravzaprav ni tisti najvišji filozofski odgovor na vprašanje nesmrtnosti. Ne? In tukaj jaz vidim neko povezavo s Plotinom. Plotin ni razrešil tega vprašanja. Jaz tudi pravzaprav najbolj cenim njegovo pot, miselno pot, to izjemno poštenost, miselno iskrenost, da hodiš po neki poti, da ne zapiraš nasilno nekih vprašanj, ampak da puščaš odprto tisto, česar ne veš. Ne? In Plotin dosti govori o tem. Govoril, mislim, v
velikem traktatu o aporijah duše, pa v tistem ali obstajajo ideje posameznih individuov, recimo, a obstaja Sokrat kot ideja, ne? To je ena taka, mislim, taka znamenita diskusija o tem. Ampak on, recimo, vsaj, kolikor jaz sem to bral in razumel in nekako prevzel vase, da tako rečem, to filozofijo v smislu, da vsaj v tem času, ko sem se s tem ukvarjal, je bil Plotin moj, recimo, nek filozofski daimon, ne? To ne pomeni, da je bil od rojstva naprej ali pa da še bo do ne vem kdaj, ampak vsekakor v tem času lahko rečem, da je to en tak vodnik, ne, ki me je vodil skozi te labirinte. Ne. In tukaj on pušča odprto. Ne. Tukaj pravi, vsekakor duša kot tista hipostaza duša, ki je nam vsem skupna. Ne, v tekstih je to hipostaza duša napisana z veliko začetnico, kot hipostaza. Ta nedvomno je večna in preživi. Ne moramo reči, da je nesmrtna, ker tudi rojena in ne bo umrla, ne, se pravi, je večna. Zdaj, kar pa se tiče individualnih duš, ne, pa je, to je pa onstran filozofije, ne, čeprav Plotin tu skuša najti neko rešitev in pol je polno raznih pač teh akademikov, scholastikov, ki se zlasti v anglosaškem prostoru, ki se okrog tega pač bodejo zdaj kaj, ne, mislim, kaj je pravzaprav s tem mislil, ne. Tako da, drugo je pa to, ne, vsi razmišljamo seveda sploh takole v seniorskih letih, kaj bo oziroma kaj bo na pragu smrti ali pa, ne, upam, da ne samo trpljenje, ne, a veste, mislim, se navsezadnje, tu so različne možnosti, ne, recimo nekatera človeška izkustva pridejo tudi, ne, recimo tisto, da se čas raztegne v neskončnost, ne, tik pred odhodom in podobno, ne, to je neka, zdaj, če pa vera v odrešenika, ne, je pa nekako ne spada v samo filozofijo. Recimo, moram misliti tudi to, ne, kaj praviš, to zavedanje, ne, osnovno, to očitno, ne, je ta zavest, jaz sem, ne. Ja. Ne, mogoče, če bi prav tudi v duhu tega Aphrodipanta, mogoče niso na smrt predstavlja mogoče eno olajšanje, da se znebimo tega. Ne, meni ne. Jaz to ne vidim tega tako. Tudi jaz ne čutam. Jaz to ne vidim tako, ker jaz imam rad življenje. Vem, da je življenje končno in da pač se izteče in imam tudi svoje leta in tako naprej, ampak vsej tu leta pač umirajo žal tudi zelo mladi, ne. Ne, sej, ampak mislim, da se vsi oklepamo življenja, več kot živa bitja, ampak vsaj recimo meni bi to bila ena tolažba, recimo, ne? Da se sprosti mogoče ta mogoče, ampak tolažba, jaz na nekem mestu v tej knjigi napišem to, da pri verovanju, jasno, da se tu prepletajo te teologije, vere, filozofije, vse to je zelo prepleteno, ne? Jaz na nekem mestu napišem to, da je treba razmisliti o tem, kaj lahko resnično, iskreno verjamemo, v kaj lahko verjamemo. Ne? V katerega Boga lahko resnično verjamemo. Ker tukaj je tako, ne, da marsikdaj, postane v svetu, pač tudi vere postajajo neke vrste navada, neke vrste nedeljski obred in tako naprej. Ne govorim zdaj za nobenega konkretno, ki je tu gotovo, da ne, ampak to se dogaja, ne. Se pravi, v kaj lahko jaz dejansko verjamem. In to je, lahko da se bom pač preobrnil tik pred, ne vem, ampak to ne vem. Ne? Dogaja se, ljudje se recimo na pragu smrti spreobrnejo v krščanstvo. Ne, ampak po svoje pa to tudi čudno, ne, če smo že pri tem. Celo življenje pač recimo, poznam ljudi, ki so celo življenje bili zelo kritični do, ne, kar jaz nisem, no, vsezadnje, ne, zakaj le, ki so pa potem tako rekoč iz, ne vem, iz strahu pred posmrtnim življenjem. Jaz mislim, da je važno življenje in ta knjiga je klic, zato se zelo strinjam s tem, kar si rekla, glede prisotnosti, presežnih prisotnosti, naslova. Ne? Jaz želim, da je to knjiga o življenju, o prisotnosti, ki pa je hkrati presežna v sebi. Ne? Življenje nosi v sebi tisto presežnost. To ne pomeni, da se dviguje nekam do neka deveta nebesa gor, ampak presežnost v globino duha, v globino duše, ne,
Se pravi, ni samo površina, ni samo neka lamela, po kateri, ker problem je v tem, da ta sodobni svet je čedalje tanjši. Postaja neka lamela, ki na vseh informacijskem nivoju, na vseh nivojih. Ne? In tukaj se zgublja v bistvu metafizika. To je hudo. Ne? In v tem smislu je pač neka obnova, neka oživitev metafizike se mi zdi pomembna. Se smem samo na hitro navezati. Ja. To je tista točka, v kateri se verjetno najbolj, tako se bralcev zdi, ne strinjate s Plotinom, je prav, ko pride do vprašanja telesa, telesnosti. To je verjetno tista glavna razlika, ki se zdaj jaz začutim. To absolutno, ja. Zelo težko se strinjati. Zato, ker pri Plotinu, Plotin je zgodovinsko nekako razumljen predvsem kot tisti, ki je zgolj neka transcendenca, se pravi neko odvračanje od sveta, od tega sveta, od čutnosti, predvsem od telesnosti. In k temu so v Plotinovem opusu odlomki, ki izrazito pričujejo, a bi lahko bili argument za to. En tak najbolj čuden odlomek o tem, večkrat govori recimo tudi, da je duhovni človek mora prezirati telesnost in tako naprej. Se pravi, ne gre toliko za askezo, ampak za to, da se nekako dvigne nad ta recimo vsakdanji čutni svet. Predvsem je korak do strasti in podobno. Dobro, ampak na neko mesto je zelo sporno, tudi za interpreta, za razlagalca Plotina, ki ga navaja pa ne sam Plotin, ampak njegov biograf Porfirij, v tem delu, ki se imenuje v latinščini Vita Plotini, na začetku Plotinovih traktatov, ga imamo v našem prevodu, ker pravi, Plotin je bil človek, ki se je sramoval svojega bivanja v telesu. In to je nekako v bistvu celo, mislim, da Sonja, ali to prvi stavek? To je čist začetek te biografije njegovega najboljšega prijatelja in učenca. In tukaj se marsikdo, tudi preimenovani Pierre Hadot, francoski filozof in interpret Plotina, spraša, kaj pa to sploh pomeni. In jaz se tudi tle sprašujem, imam tudi potem en tak odlomek noter, pač autorefleksija, ali se jaz sam sramujem svojega telesa, mislim in tako naprej. Tukaj Plotina zelo težko razumeti. Zlasti danes, danes po eni strani seveda je čutnost hipertrofirana na vseh ravneh, ampak niti ne mogoče tista prava erotična čutnost, ampak poplava različnih kičev, ki nas iz vseh koncev oblegajo. Ampak ne glede na to, težko je razumeti nekaj. Plotin je bil izrazito pozitivno nastrojen, da tako rečem, do kozmosa, do čutne lepote kozmosa, do zvezd. On govori, zelo poetično govori o zvezdnem nebu, o vsem tem čudovitem kozmosu. To je seveda povzema po Platonovem Timaju, ampak še nadalje razvija in ravno v tej točki, to je njegova glavna točka polemike z gnostiki, z enim delom gnoze, krščanskih gnostikov, ki so veljajo kot heretike in to vsaj ta del upravičeno, ker to je tako imenovana valentinska gnoza in še nekatere druge, ki izrazito imajo negativno odnos do sveta, do vesolja. Pravijo, vesolje je delo zlih demonov. Do tega je Plotin izjemno kritičen. On je helenski, grški mislec, ki občuduje lepoto kozmosa, lepoto zvezd, lepoto tega sveta, pa tudi posameznosti. Imate recimo detalje, spoglejte, kako lepa je ta pajkova mreža ali pa kaj tazga, pove vmes. Se pravi, on je občudoval lepote narave in to na več mestih je eksplicitno. Po drugi strani je pa tako, glede človeškega telesa je pa dostikrat odklonilen. To meni recimo, to je točka, Jaka to si prav rekel, to je ena točka, ki jo jaz pri Plotinu, vse to tudi eksplicitno napišem v knjigi na več mestih, enostavno ne morem sprejeti,
Ker kako naj bo človek, kje je zdaj tista ločnica? Ne? Vseeno vse zadnje narava sega od lepote zvezd do lepote pajkove mreže in seveda vmes človeškega telesa kot najbolj popolne recimo, stvaritve ali pa nastanka znotraj fenomena v naravi, pa do peščenih zrn in sončnih zahodov in vsega. Vse to ne moreš želiti, moraš človeško telo zdaj, dobro, racionalno mogoče lahko rečeš, človeško telo je umrljivo, ne? Torej je na tisti strani recimo pač tehnice, ki jo odklanjam, ne? Če bi tako razmišljal. Ampak vse je, itak je vse minljivo, ne? Minljive so tudi, ne, danes vemo, minljive so tudi zvezde, ne? Takrat tega niso vedeli. Mislim, da niso. Takrat tega niso vedeli. No, zdaj pa bi prosil, ker čas neusmiljeno teče, če lahko povabim še koga od vas, lepo prosim, če imate kakšna vprašanja, kakšna dopolnila, izvolite. Ja, Andrej, če prav vidim. Tvoja knjiga Prosti Marko je pa nekaj, A lahko se dvigneš, da te slišimo? Marko, ja, zelo hvala za tvojo knjigo. Je, to bi rekel, kaj sem prišla v pravem času, zato ker jaz delam, po drugi strani pa v nepravem času, zato ker mi je dala misliti na stvari, na katere nisem niti pomislil. Je to moram tehnično na nogi postaviti. No, ampak eno vprašanje je, ki je pa le en tak križ, mislim, vema, je temačenje uma, ne, to je tvoje prvo poglavje, ali duha, kakorkoli je, ne. No, že hecen je to, ne, se totalno pozarjaš na dvoumnost prevajanja, ne, eni prevajajo kot duh, eni prevajajo kot ne. Tam mus, ampak problem ni samo prevajanje, problem je vsebini, ne. Ker je v samem pojmovanju uma dvoumnost, ne. Po eni strani je to nekaj, kar misli, drugi je pa nekaj, kar se misli. Kar je samo kar je samo smisel. Ja. In tako zgleda, kot da bi bila morda bolj prava interpretacija ta, da kot duh je samo ta smisel. Kot mislitelj je pravzaprav pa duša. Duša misli. No, rabi na nek način dušo zato, da misli smisel. Ja. V tem smislu jaz to ne razumem. Mislim, da to bi se nekako ujelo, ampak nisem zihar, ker to je ena interpretacija, moja ena božjih interpretacija. Vsekakor je tudi ena ambivalenca v samem konceptu. Jaz se spomnim na moderno varianto, recimo pri Fregerju. Freger ima svoj znameniti smisel, ki ni nekaj, kar je mišljeno. Mi mislimo smisel, smisel je samo smisel. Kaj ti misli kot aktivne misli so posest nekoga, ampak to ni prava stvar, to ni stvar duha, duh ni posestnih nekih misli. Ne more biti. Tisti, ki je posestnih misli, je več lahko kakšna duša, ali pa organizem, ali kakorkoli že. Tako tukaj se mi zdi, da je ena vrzel ali skratka nekaj, kar zdaj berem recimo interpretacijo Brendanovo interpretacijo Hegla, ker veliko to obravnava ravno Hegel in Frege in se točno to, ki seveda zadeva zaplete. V kakšnem smislu lahko Hegel sploh ta misli, ta svoj smisel, misli, kako da duh, ta ideja misli, kaj je. In on se pač Brandon misli, da so to pač izpeljave, da je iz implikacije, ki sledijo iz biti in tako naprej. Vse te implikacije so te misli, celota teh implikacij. To je ena možna ideja, ampak se mi zdi, da spet tvega. Da ne boš šla predaleč, ker zdaj je že predvsem vprašanje. Tukaj je ogromno. Bom poskušal zelo na kratko, ne odgovoriti na to je seveda težko, dokončno, ampak na kratko povedati najprej glede duh pa to se pravi, ta nus v grščini se prevaja v različne jezike, pač bodi si kot v večino jezik, mislim večino, v angleščino intelekt, kar spet ni čisto isto, nus pa intelekt, ampak
v slovenščino kot ne, v nemščini je pa to Geist, ne, pa duh, ne, vsaj v nekaterih prevodih, v francoščini je esprit, je tudi duh, ne, sprav. No, jaz mislim tako, ne, recimo, če bi že hotel, če bi me kdo vprašal, pač od študentov, v čem je razlika med umom in duhom, ne, bi jaz rekel, ja, da to je zelo kompliciran, ampak da neka taka osnovna razlika je to, da jaz vsaj razumem duha kot živi ne, kot ki živi. Ne, in ta poudarek pa je pri Plotinu. Plotin v ključnih traktatih, recimo, ne, recimo v traktatu, mislim, da je 32, tist, ne, pač z malo daljšim naslovom, ne, on skozi ponavlja, ne, ni nekaj statičnega, ne, ni nekaj, kar je recimo objektivno v smislu, ne, kakor se to razume v novoveški filozofiji, objektivno, ne, ampak je hkrati oboje. Zdaj, tukaj zato je meni tale Werner Bayer-Walters tudi odličen okvir za razumevanje Plotina, ker pri Plotinu gre ves čas za tisto identiteto v diferenci, ne, se pravi subjekta, objekta, ne, in bi rekli poznej, ne, seveda in tako, ne. Zdaj, seveda, zdaj Hegla si omenil, ne, zdaj Hegel, tako je, meni pravzaprav je, se mi zdi težko razumljivo, da Hegel ni bolj videl Plotina, no, v svoji zgodovini filozofije. Čeprav po drugi strani je to nekak stvar, pač ni čist časa in tako v novem veku je Plotin v precejšnji meri, potem ko je bil v renesansi ponovno odkrit, Marsilio Ficino ga je prevedel, ampak v novem veku so ga skoraj pozabili, ne, tam do 19. stoletja. Ne. Tako da to ni verjetno, historično gledano ni naključje, seveda je pa neka velika razlika, vsaj tako jaz to vidim, ne. Pri Heglovi dialektiki, ker Plotin ima seveda dialektiko, gre za dialektiko, je živ, ideje živijo v ne, in se medsebojno pač gibljajo, on govori o gibanju, kinezis, ne, teh idej, ne, in tako naprej. In to navezuje tudi seveda na Platonovo, tisto znamenito mesto v Platonovem sofistu, ne, kjer nastopi tistih 5 megistagene, ne, najvišji rodovi, ne, ki so v bistvu, kjer se začne ta dialektika idej, ne, ki potem vodi v vse do Hegla, ne, recimo skozi Prokla in mnoge druge. Ne. Zdaj, pri Heglu je seveda nekaj bistveno drugačnega ravno to, da Heglova filozofija je izrazito dialektična, ni pa mistična. Ne. Pri Plotin je oboje nujno, ne, se pravi mistika in ta dialektika. Ne. Medtem ko Hegel, kot veste, prvič zavrača recimo tele pač prispodobe, mite in tako naprej v filozofiji, recimo prispodoba v votlini je zanj samo neka propedeutična zgodbica. To ni filozofsko vredno, to ni prišlo na raven pojma in podobno. Ne? In pri Heglu se tudi na ravni absolutnega pojma se v bistvu ostaja, na nek način seveda je ta absolutni pojem tudi na en poseben način prisoten v vsakem stavku Heglove filozofije, ampak ni na enak način prisoten kot recimo pri Plotinu ali pa recimo, če smo Heglu bližje pri kakšnem Schellingu in podobno. Jaz mislim, Schelling, da je bistveno bližji Plotinu kot Hegel, ne, oziroma da je bil Plotin bližji. Ampak dobro, to so stvari že precej, ko bi rekel, filozofsko-tehnične ali pa recimo filozofsko strokovne za diskutirati in zdaj ne moramo prav delečiti v tem, ne, ampak Andrej, mene zelo veseli, no, torej ne veseli me to, da bi te kakorkoli zavrl v pisanju tvoje knjige, ki jo pričakujem kot urednik do konca leta v Matici, ne, tako da to lepo prosim, ampak po drugi strani pa seveda me pa veseli to, da pa recimo še nek dodatno tenk, ne, v dragocenosti te knjige bo ta pomisel, ki prihaja recimo iz tega, da kaj prebereš pri meni tudi, no, ampak ne vem, težko je odgovoriti na to, ta vprašanja med duša, ne, si rekel. Ja, seveda, pri Plotinu je tako, ne, da eno in duša, te 3 hipostaze, v nekem smislu bi lahko uporabili, čeprav jaz direktno ne uporabim v tem kontekstu tega izraza, da so isto bistvene. Se pravi,
ne, če bi v narekovaju, ne. To je seveda izraz iz krščanske teologije in tako naprej, ampak tu ne gre za, tako kot, mislim, ne gre v krščanski teologiji za razliko med, pač gre za isto bistvenost očeta in sina, ne, tako gre tudi za, tudi Svetega Duha, ne, potem tako gre tudi tukaj, ne, za neko to istost v različnosti, o tem tudi Bajvaltes piše, ne, se pravi, sej duša ni nekaj drugega v smislu, da bi bila kje drugje, ali pa je drugega v tem ontološkem, ne, hipostatičnem smislu, ampak duša je ki misli v času, tista najvišja duša, ne, ki je diskurzivno mišljenje idej, ne. In razlika med umom in dušo, to je pa pri Plotinu dokaj jasno, tudi iz njegove znamenite razprave traktata 45 o večnosti in času, o katerem jaz tudi pišem, no, mimogrede ta traktat je bil že pred izbranimi deli, izbranimi izpisi, preveden, prevedel ga je kolega Franci Zore, v slovenščino je že kar 20 let tega. No, in iz tega znamenitega traktata Plotinovega o večnosti in času je zelo jasna ta razlika med večnostjo uma in časenjem, ne, porabi prav ta izraz v grščini duše. Duša se časi. Diskurzivno pač razvija misli, ki so prisotne kot vseh hkrati v umu. Ne. Tako da se tu ni, jaz tukaj ponekod precej kritično, mogoče na nekih mestih tudi dokaj ostro nastopam pod temu skolastičnemu seciranju Plotina. Ne. Se pravi, da Plotina jemlješ, kot da je to neka striktno, konzistentna, aristotelska razprava, kakor prva analitika ali pa ne vem, neka aristotelska razprava, pa še tam ni neke take striktne konzistentnosti, hvala Bogu, ne. Ker če ne bi bilo to kar malo dolg čas brati, ne. Ampak tukaj je pa pot, ne, ki se nenehno razvija skozi te aporije, ne, to je ta dialektika, ki je noter. Ampak vse skozi to, treba nekako se zavedati, da mislim, ni nekje, je nad nami, ampak ta nad, ta tam, ne, lahko pomeni marsikaj, ne pomeni, da je za 9 gorami, za 9 nebesi. Je tu v meni, če se stopim ali se dvignem ali kakorkoli temu rečeš do uma v sebi, če se duša, ne, zavest, ne, pač potrudi, ne, in gre na to pot, potem pride v sebi do tega, se to ni nekje drugje. Jana, meni se zdi, da si ti nekaj želela, ne? Mislim, da je roka. Prosim. Mislim, ura teče, da si mislila še ti mogoče svojega, da kaj čas zaključimo, če mislim še dobro. Mogoče bi še jaz nekaj rad povedal v zvezi s tem, kar se mi zdi pa pomembno, tudi glede na razne pogovore, recimo razprave, ki sem jih imel v zadnjih nekaj let, tudi z tukaj prisotnim cenjenim prijateljem Istokom. Živijo, v zadnji vrsti si šel. Ja, lepo. No, skratka, razprave o tem, kaj pomeni pravzaprav monizem. Ker, glejte, v nekem politično-socialnem diskurzu to pravzaprav pomeni nekaj negativnega, nekaj pežorativnega in to je pač to, ne? To je res. Ne? Prav, monizem, če govorimo o monizmu v okviru, recimo, nazorskem ali pa v okviru kulturnih identitet, ne, je to nekaj, kar danes zavračamo, ne, se pravi, da se vzpostavlja nek monizem. In tukaj, ne, pač nekateri avtorji in tudi verjetno upravičeno povezujejo monizem v tem smislu izključujočosti, ne, se pravi, izključujočosti različnosti, izključujočosti drugosti, tudi z monoteističnimi religijami, ne. Deloma, ne, tudi deloma tako lahko razumemo tudi Jana Assmanna, ne, znamenitega avtorja, filozofa in teoretika religije. No, jaz bi tukaj rad poudaril, da pri Plotinu vsekakor ne gre za
monizem nekega edinega gospodarja. Ne? To je zelo pomembno. Se pravi, eno ali dobro. Ne? Se pravi, najprej treba to povedati, da dobro ni nek atribut enega. To je isto. Dobro je svetloba, ki omogoča spoznanje in bivanje. Se pravi, ni tako, da bi bilo eno najprej pa dobro ali pa obratno. To je eno in isto. Ampak važno je še nekaj, ne? V poglavju potem o volji, ne? O svobodi in volji, nujnosti in volji enega. Ne? Imam tam tudi eno poglavje, pred zadnjom, se zdi v drugem delu. To eno ni gospodar. Ne? Iz tega se ne da narediti neko totalitarno ideologijo, ne da se narediti totalitarne ideologije iz te filozofije. To preprosto ne gre. Ne? Zato, ker eno ne daje nobenih zapovedi. Nič noče. Kvečem hoče edino svetlobo, ljubezen. Edino to mogoče. Še to nikjer ni izrečeno direktno. Ja. Ampak ni pa tako, da bi dajalo kakršnekoli zapovedi, da bi bili mi v odnosu neke zaveze, da bi bile neke, ali pa niti ni milost, ne? Kar je nekaj lepega milost, seveda, če je milost, ne? Je to krasno, ampak tukaj ni tega, ne? Se pravi, eno je niti nekaj, ne? Ni bivajoče, ne? Je epekejna onstran vsega bivanja, ne? In tu je recimo tu je neka takoj bom isto, sama ta stav, da končam, tu je neka močna navezava z vzhodno mislijo, z svetlimi vrhovi vzhodne misli. Daoizmom, mahajana budizmom in drugimi smermi, kjer ni tega, ne, da bi pač nek bil Bog gospodar, ki bi bil gospodar duš, ki nas je ustvaril, ki nas je tako rekoč dopustil, zdaj je v tem pač Oče našu ni več, da ne vpelji na skušnjavo, ampak ne dopusti nam, da gremo v skušnjavo. Ne gre za to, ne gre za izvirni greh. Ne? Jaz tega nikoli nisem prav dobro razumel, kaj je pravzaprav sploh to, ta izvirni greh, zakaj bi bil izvirno grešen. Ne? Lahko je to neka metafora, ne vem, nečesa, človeške končnosti, to že lahko. Ne? Ampak zdaj to je neka druga mogoče diskusija. Hočem reči, da iz tega enega, o katerem jaz govorim v tej knjigi, iz Plotina seveda, s Plotinom kot mojim, recimo, Daimonom, ne moreš narediti vrhovnega gospodarja, ki bi bil, recimo, ki bi vodil kakršenkoli fanatizem. Ne moreš narediti, recimo, Boga, ki je prapor za neko bitko, bodi si za žrtvovanje, ne vem, bodi si za zaletavanje v stolpence ali karkoli tazga, ne. Ali pa za dajanje dinamit pod neki šoli v Beslanu in tako naprej. Isto. Torej, čestitke za knjigo, za predstavitev, za razpravo. Zdaj, problem monizma, ne? Zdaj, jaz nisem filozof, ne? Pa še eno toliko ločim, da je neki filozofski monizem, ne? Platinovski monizem, neko absolutno dobro, ki je visoko nad nami, kateremu stremimo, ki nam nič ne grozi. Tisto, kar mene briga, je politični monizem. Ja. Je politični monoteizem. To je tisti Bog, ki je visoko nad nami, v interpretaciji samozvanih ljudi, ki pravijo, da so profesionalci na tem področju, ki nam neprestano grozi. Ne? Zdaj, monoteistični bogovi vemo, kako ravnajo s svojimi ljudmi in kaj so pripravljeni v imenu ideje, ki jo zagovarjajo, narediti svojim ljudem, pa tudi drugim. Monizem je samo pomagalo, miselno pomagalo, zato kar se nam je zgodilo v 20. stoletju. Ne? Mi imamo velike težave povedati, iz katere ideje se rojeva komunizem in nacizem in fašizem. Ne? Iz katere ideje se rojeva. Vsi ti monizmi so rojeni tukaj, v Evropi. Ne? Verjetno, moje mnenje je, da se rojeva direktno iz krščanskega monoteizma. No, čakaj, o tem pravzaprav jaz v knjigi niti ne pišem o krščanstvu zelo malo praktično. Jaz hočem pojasniti, da je razlika med političnim monizmom, ki smo mu bili priča in ki se ponovno vrača, tako se vračajo vse ideje, ki so imeli že enkrat imena in svoje prakse, in da je prekrasno in lepo, ne?
imeti nek visok ideal, ki je visoko nad nami, k kateremu stremimo in za katerega vsi menimo, torej ki, da njega ne moremo narediti operativno. Ja, ampak čakaj, tle že nesporazum. Eno, pri Plotinu in nasploh v platonizmu, v tem pač čisti metafiziki platonistični ni ideal v tem smislu. To ni ideal. Ideal je zmeraj nekaj bivajočega. Ideal je nekaj, po čemer se recimo ravnaš, kar ti je vzor, kar ti je neka paradigma, to ni to. Ne? Tle je nek nesporazum in žal ta nesporazum ne gre to, kar ti praviš, jaz vse sprejemam, to je vse res. Da pač tudi jasno preločuješ med političnim monizmom in tem filozofskim, ampak tudi tako, kot si ti predstavil filozofski monizem, bi ta filozofski monizem peljal čisto neposredno, ampak v konsekvenci bi bil politični monizem, tako kot si ga ti predstavljaš. Odkot imaš to? A veš, odkot je to? Zato, ker to je pa v bistvu ta, tako rečem, heideggerijanska tradicija. Ne? Ker te kritike metafizike kot najvišjega bivajočega oziroma bivajočega kot bivajočega, ki je pozabilo, ki metafizika v tem smislu zelo zožena. To je zelo specifična definicija metafizike, ki je pa zelo vplivna v 20. stoletju in še zmeri pri nas. Žal mi je, da ni Tineta Hribarja danes le, ampak bil povabljen. Prosti, jaz ne polemiziram, jaz samo prihajam in na misel. Tisto, kar bi si pa želel zdaj, da poveš, torej jaz ne verjamem, da je katerakoli ideja enosti, ki bi bilo možno živeti znotraj človeškega sveta brez nasilja. Ja, ampak to je spet nesporazum o tem, kaj je enost, pa kaj je to eno. Ja, to, kar si rekel, Ni čisto. Eno ni isto kot enost ali pa enica ali pa te stvari. To eno, lahko bi to napisali, recimo, daoizem reče temu dao. To ni, tudi Plotin govori o tem, da je to pač ime, tudi on prav, to ime ni najboljše, lahko bi bilo kakšno drugo, ampak vse na vse zadnje pridemo do tega, da je najboljše ime za tisto vse presežno Bog. Ampak seveda, tle smo spet v tem krogu, ki ga ti recimo zanimivo izpostavljaš, ampak tu je ena srčika in tle je tudi, recimo, seveda bi lahko diskutirali o tem še ne vem koliko časa, ampak tako da nekako rečem, da mogoče še kdo kaj drugega vpraša, pa bomo počas mogli ali pa reče. Ja, prosim. Več pa sam je govorilo tole. Jaz mislim, da ne vem, če sem prav razumela, ta previdnost vaša oziroma nezaupanje do enosti, mogoče izhaja iz tega, kako gledamo zdaj. Eno kot nekaj predhodnega drugosti, ali gledamo na to eno že stališča drugosti. Ker Plotinovo eno je absolutno predhodno vsaki drugosti. In tako eno ne more biti povod nobenemu nasilju ali čemorkoli. Vse nasilje, vse ostalo pride potem, ko pride že drugost in se potem uberejo napačne poti do enosti. Ne vem, kako boste to pojasnili šintoistu, daoistu, muslimanu ali judu. Šintoistu zelo lahko. Ja, Daoistu tudi. Malo težje muslimanu mogoče. Moja ideja je naslednja, da jaz se bojim tega v bistvu, da ni možno idejo enosti upeljati v človeški svet, ne da bi zato... Če je to ideja, ampak to ni ideja pri Plotinu. To ni ideja enosti, v tem je že... To je onstran vseh idej, to je tisto, ne pekajnete susijas, onstran vseh idej. To je čisto, recimo, bi krščanski, recimo, tej misli, ki bi rekel, da je to čista apofatična hipostaza. Se pravi, to ni, recimo, ena stvar, ki mogoče vodi zelo težko odgovoriti na to vprašanje, ki si ga zastavil in hkrati je pa ključno vprašanje za razumevanje tudi danes na vse zadnje filozofije, metafizike in tudi religije. Ena od takih sugestij je en citat iz Plotina, ki ga imam jaz tlele na začetku pod moto v knjigo. In sicer, da
da pač brez enega, ne, da ne bi bilo ne hiše, ne ladje, brez enega ne duše. Ne? Zdaj, se pravi, to je tisto, ne? To je tista osnovna povezovalna svetloba, da tako rečem, da sploh kaj razumemo, da sploh smo, da sploh lahko komuniciramo. To je to Plotinovo eno. To ni gospodar, ki hoče biti edini in en sam. Nasprotno, ker drug citat je pa iz Girlanda Sutre, ne, je pa ne, o enem in mnogem, ne, kako že, s tem, da sem eden, postanem mnogi, s tem, da sem mnogi, postanem eden. Ne. No, suma sumarum, filozofski monizem ni nekaj, absolutno ne, ampak politični je. Ja, ampak je treba biti previden tudi pri tem, ko se religiozni monizem kritizira, je tudi dobro biti previden pri tem, ne. Mislim, ni vse isto, no? Je treba ene stvari ločiti, ne? Je treba ločiti med recimo ideologijo. Tle je glavni problem, ne? Platonizem ni ideologija, čeprav sam izraz ideja pa logos, ne, bi rekel, ja, platonizem govori o svetu idej in o logosu, se pravi, da, ampak ideologija, pojem ideologije, ne, kot neke zainteresirane zavesti, kot neke zavesti, ki hoče nekaj od tebe, ne, ki vodi lahko v totalitarizem, je nastal pravzaprav pred 200 leti. In pa je nastal, ne? Z marksizmom, v glavnem, pa še prej z Hegelom in tako naprej. So ideje, ki jih z lahkoto operacionalizira v politične ideologije in doktrine, s katerimi... Ne bova tle prišla do konca, ampak predvsem je treba za to odprtost. A lahko je samo se še opravičem, ko bi mogla zdaj šibati službeno od Cankarjev dom, pa vam pustim naprej debato, pa sam čestitke in ni iz neuljubnosti, bom pa moža pustila tukaj za... Hvala. Gospa, kira gospa? Gospa Jana, ja. Čestitke za knjigo, jaz bi se sam tudi čisto nagradno vključila, ker mislim, da moramo, da je v bistvu ta diferenca, ne, med političnim monizmom oziroma ideološkim in med to enostjo, ki jo jaz čutim pri Plotinu, ker me zelo spominja več fenomenologinjo, ne na budizem toliko, kot prav na konfucijanstvo, na izvorno konfucijanstvo, da moramo enostavno diferencirati med holistično enovitostjo vsega bivajočega na eni strani, ki je vključujoča, ki je dinamična, ki ne samo dovoli, ampak celo podpira neko diverziteto, ki je zgrajena, ki zraste iz diverzitete, ampak je vseobsežna in vsevključujoča. In monizmom, ne, holizem in monizem je nekaj drugega. Monizem je pa tako, kot ga jaz razumem v filozofskem smislu, nekaj izključujočega. Skratka, jaz bi tudi rekla, vsak monizem je seveda na nek način holizem tudi, ker pač vse vključuje, ampak ni vsak holizem monizem. Tukaj moramo monizem, filozofski, ideološki, je v bistvu nekaj, kar pač izključuje vsakršno drugačnost in je totalitaren v tem smislu. Ampak to ne moremo trditi za vsako enovitost, za vsako enost. Po mojem je diferenciacija pravzaprav v tem in to, na primer, jaz vidim tudi pri tem, kar si povedal o holizmu, o tem eno kot dobro. Tudi to me na nek način izjemno spominja na konfucijanske ontologije, ki govorijo o enovitosti vsega obstoječega, ki je prežeta s sočlovečnostjo v smislu dobrote. Tudi tukaj vidim nekakšno paralelo in mislim, da bi bilo fajn na nek način, če že v svojih poskusih dialoga z tako zvano vzhodno filozofijo, jaz ne maram tega izraza, ampak
Potem drugič, če mogoče malce pogledaš tudi v konfucijanstvo, ker v bistvu imam občutek, da vidiš več paralel z daoizmom in budizmom, ampak v bistvu se meni zdi po tem, kar sem zdaj slišala in kar sem prebrala tudi v tvojem članku, ki si mi ga poslal par dni nazaj, se mi zdi, da je paralelno z izvornim konfucijanstvom. Novo konfucijanstvo tudi, ne? Tudi neokonfucijanstvo. Ja, novo konfucijanstvo je pa 20. stoletje. Neokonfucijanstvo je pa 30. A veste, samo to sem hotel, preden Sonja nadaljuje, reči, ne, da pri teh izrazi so že problem, ne, monoteizem, ne. Dej, recimo tukaj za Plotina bi pravzaprav bolj ustrezal izraz henoteizem, ne. To hen, ne, zato ker čeprav je to hen je isto kot, ne, tudi v bistvu pomeni, ampak kontekst, ne, je drugačen, ne, se pravi, recimo po tej Assmannovi, ne, pač razločevanju med kozmoteizmom, henoteizmom in monoteizmom je Plotin pravzaprav, ne, to je henoteizem, ne, se pravi, vključujoči monoteizem, to je važno pri celi stvari, ne, ker jaz mislim, da pri teh ker drugo je stvar pač dikcije, stvar imenovanja, ampak glavna stvar je izključujočost ali pa vključujočost, ne. Zdaj, Plotin je ena filozofija pač v vseh pogledih vključujoča, ne. Tako velika sinteza antike, kot v bistvu vključujoča, ne, in Aristotela in Stoike in tako naprej, se pravi, tu gre za neko filozofijo zrcaljenja različnih filozofij, kar ne pomeni, da nima lastnega stališča, ga ima pa še kako, ne? Ampak ne, spoštovati drugega, ne? To je glavno. Lejte, tu mogoče bi vas, zdaj gremo počas koncu se početi, ampak povabil na simpozij, ki ga bomo imeli v Cankarjevem domu v okviru Slovenske matice in Cankarjevega doma 7. in 8. april z naslovom Vzdržati različnost. Mislim, da je že objavljeno v programu. In gre pa v bistvu podnaslov, ki je pa tudi važno, tako kot pri moji knjigi, je pa filozofske teorije o mnogih svetovih v teoriji in praksi. Ne? Ker vzdržati različnost, ne? In to Plotin vzdrži, ne? To je vzdržati različnost, to je blazno pomembno. Ne samo tolerirati različnost, ker tolerira lahko vsak, zapravo si reče, kaj me briga, mislim, jaz to toleriram, ampak soočiti se z različnostjo. In to se začne v samem filozofskem jedru se to začne. To se začne v mislih. Ne? Pol seveda pride do politike in do raznih, in na koncu do najhujših variant od vojne in tako naprej. Ampak vzdržati različnost in hkrati ne opustiti enosti. In to je tista enost, o kateri govori Plotin. Ne o neki identitetni enosti, da sem jaz eno, ti pa drugo in zato, da se bova pač bojevala kakorkoli že, ali pa da se bova izključevala. Ne? In tu se mi zdi, da je izjemno pomembno to razumeti in zato tudi mislim, da brati Plotina, kakor ga je težko, ne? Ampak brati recimo ne filozofu, to so težki teksti, ampak da so to izjemno pomembni teksti za naš čas. Ne? Ker predaleč presegajo svoje obdobje. A bo tvoja beseda zadnja? Smo se zdaj že malo delili, samo to, prej smo imeli ta izraz monizem, sem se ga uklenila pač v okviru te debate, drugače je dejansko bolj pravilen izraz henotizem ali henizem, kako bi rekli, zato ker so novopitagorejci ločili dejansko med monado in diado kot parom in nad njo postavili hen. Spravi je hen že nekaj drugega kot monas, ne, in je to druga vrsta enost. Zdaj, samo to bi še dodala, ne, mogoče jaz tukaj ne vidim te dvojnosti med vključevanjem pa izključevanjem. Bolj to, kar deluje kot izključevanje, je v bistvu transcendenca. In to, kar deluje kot vključevanje, je v bistvu ta imanenca. In to, kar tukaj piše na začetku, ta citat iz 9. traktata, ne, ni ladje, ni hiše brez enega, je v bistvu ta poanta, da človek, da imajo jeziki nedoločni člen, ki je v bistvu števnik ena, ne? Un uomo. Človek je človek zato, ker je en človek, sicer je samo to 2 roki, pa 2 nogi, pa glava, pa to. Ne? In to je ta, če hočemo reči, vključevanje, ne? Ki je ves čas navzoče in hkrati pa seveda je pa to presežno. Ampak to ne pomeni izključevanje. Samo to. Ne,
Očitno ste me narobe razumeli, jaz sem to isto govorila. Ne, jaz sem to bolj v odgovoru na tisto skočko. Ja. Zdaj mogoče še jasno, če bi kaj, da zaključimo potem. Se za to s to mislo, Mislim, da nove velike teme ni vplivno zdaj smisla odpirati. Dobro, pol pa jaz bi se vam lepo zahvalil vsem, da ste prišli, da ste toliko časa pač sodelovali z mislimi, z besedami in res hvala vsem, predvsem pa mojima sogovornikoma in upam, da se kmalu spet vidimo.